Te dolge avtomobilske oznake so mi vedno zabavne. Tale, na primer, je skoraj toliko dolga kot avto sam. Tole je namreč BMW i5 M60. X-Drive Touring M-Sport Pro. Torej, najmočnejša petica na štrom oziroma i5. In je fantastična. Vseeno pa imam en pomislek in to ravno glede elektrike in tega pogona. Tehnološko je avtomobil krasen, mu je sploh težko nameniti kakšno zamero, vseeno pa razmišljam, kdo je pripravljen odšteti 134.000 evrov in potem vsakih 300 km zabijati čas na polnilnicah. Sploh ne dvomim, da vas je nekaj pravih elektrofrikov in vam polnjenje oziroma razmišljanje o polnjenju ne povzroča sivih las. Vseeno pa se mi zdi, da so običajno ljudje, ki si lahko privoščijo tako drag avtomobil, precej zahtevni in se jim v življenju ne da posebej prilagajati. In tukaj nekaj prilagajanja vseeno bo potrebnega, ker je električni sklop v bistvu komponenta, ki me pravzaprav najmanj navduši, če gledam avtomobil kot na celoto. No, razložim. Da se naokrog vozim s porabo okoli 24 kWh na 100 km v bistvu ni slabo, ker je avto velik, težak, pa 600 konjih hudo zmogljiv, zato je takšna poraba zelo sprejemljiva. Ampak ima baterija samo 81 kWh kapacitete, kar pomeni doseg dobrih 300 km, kar pa ni posebej impresivno. In to zdaj, ko so temperature ugodne, po zimi računajte na doseg okrog 250 km, oziroma če se boste peljali nekam dlje in bo treba vmes baterijo napolniti, boste polnjenje verjetno zaključili pri 80%, ker se sicer časovno ne splača, to pa pomeni doseg samo še okrog 200 km. Zdaj pa zračunajte, kolikrat bo treba baterijo napolniti od tukaj do na primer Berlina. In tudi samo polnjenje ni posebej impresivno. Z največ 214 oziroma 215 kW sem ga polnil, kar je celo več kot navaja BMW, no ampak lep primer je bil zadnjič, ko je bila moja baterija napolnjena s 70% in se je polnila samo še z močjo okrog 90 kW. Poleg mene je bil pa parkiran Hyundai Ioniq 5 s podobno napolnjeno baterijo, nekaj odstotkov manj je imela, pa se je polnila še vedno z 220 kW. Tudi Taycan, ki smo ga imeli zadnjič na testu, je bil polnilno veliko bolj impresiven. Ampak okej, vas to ne zanima, ker imate polnjenje rešeno in se s tem ne boste obremenjevali. Vas zanima, kakšen je i5. Fantastičen, sem lahko zelo kratek. Nimam pripomb glede notranjosti, ker je vrhunsko izdelana, materiali so odlični, sedim zelo dobro, ergonomija je odlična, v bistvu čisto vse štima. Sicer ne pričakujte noro dinamičnih vrlin med zavoji, ker je z 2,4 tone mase in z več kot 5 metrov dolžine tole v bistvu pravi potovalnik, zato tudi krmiljenje ni posebej komunikativno, ampak vse je lahkotno in tudi malo umetno. Skratka, manj komunikativno, kot je bilo pri prejšnji generaciji, vseeno pa z odličnim podvozjem vred mnogo boljše kot pri kakšni Tesli. BMW to še vedno zelo dobro obvlada. Če res potrebujete takšnega z oznako M60 in z 442 kW moči, je sicer drugo vprašanje, ampak evo, vas pa vsaj ne bo razočaral pri zmogljivostih, ker vedno toliko sune, da boste imeli vratne mišice takoj natrenirane. Kdor hoče limuzino, ki izgleda malo bolj elegantno, naj vzame navaden i5, takšen karavan je pa za vse tiste, ki zraven potrebujete še veliko praktičnosti. Čeprav recimo me malo moti, da se je tole steklo ne odpira več ločeno, včasih se je. Ampak kakorkoli, prtljažnik ima skoraj 600 litrov prostora, zadaj se sedi več kot odlično in v bistvu je med vožnjo ta avto tako tih in udoben, da je vozniško res prijeten. Krasen je in v tej barvi tudi res dobro izgleda. Moj edini pomislek gre v bistvu dosegu in času, ki ga boste prebili na polnilnicah. Sploh ob zelo podobni alternativi, ki se do Berlina lahko pelje v enem kosu. Razen, če mora voznik iti lulat. Ta alternativa je takšen 520D. Tale ima še strešni kovček tamle na vrhu in mimogrede, tole je najlepši kovček, ki sem ga kdajkoli videl na avtu, ker je barvno totalno usklajen z avtomobilom, no je pa zaradi tega poraba vsaj pol litra večja, pa je doseg še vedno skoraj 1000 km. Res, da se mi zdi, da kamor ne gre, ker sem se presedel iz i5 tega, ampak realno se tudi ta čist podobno premika. Ta barvna kombinacija je fantastična, s kovčkom ali pa brez. Res dobro izgleda, je pa tudi res, da s to opremo in s paketom M-Sport pa vsemi dodatki stane skoraj 100 jurjev. In razmišljam, če ne bi bila še boljša opcija 540D, ful močen motor, pa vsem dobra poraba. Zame ziher.
Znotraj sta skoraj identična in moram pohvaliti tudi tega. Edina res opazna razlika je ta ambientalna osvetlitev, ki je bila tam res wow. Ta trak tukaj je pa nekoliko ožji, še vedno dobro izgleda, ni pa tako hud. Še ena razlika je, in sicer med vožnjo, pa tukaj ne ciljam na zmogljivosti. Prejšnji i5 je imel 4500 € vredno doplačilno podvozje Adaptive M-Suspension Professional in razlika je precej očitna. Ta se malce bolj ziba, še vedno je izjemno udoben in vozniško super, ampak se vseeno pozna, da se preko kakšne večje grbine ali pa več zaporednih grbin podvozje umirja malce dlje. Čeprav ima tudi ta v paketu M-Sport prilagodljivo podvozje, ampak nista enaki. Kar se tiče pa motorja, 145 kW moči ima in skoraj 200 konjičkov, 400 Nm navora in hiter menjalnik, zato je v bistvu precej suveren. Ni brutalen, ampak se odkupi z zelo ugodno porabo goriva, ki je pri nas 6,5 litrov, ne pozabiti na strešni kovček, sicer bi bila zlahka pod 6 litrov. Je pa tole hkrati blagi hibrid z majhnim elektromotorjem, ki med vožnjo pridno skrbi za jadranje in velikokrat pomaga, da se glavni motor lahko dejansko izklopi, pa se še vedno peljem. Baterija ima skoraj kilovatno uro kapacitete, zato je vse skupaj precej uporabno. Dobro, zdaj veste. Z enim vas bodo bolele vratne mišice in si jih boste masirali medtem, ko boste čakali, da se baterija napolni. Pri drugem vas vratne mišice ne bodo bolele, se boste pa lahko v enem kosu pripeljali do Berlina. In obenem boste imeli skoraj 1100 litrov prtljažnega prostora, brez da bi podarili sedeže. Ja, oba upoštevam. Tega pa tega gor.